Majhne škarke, sem želodkom, tam na hrastu je. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, prisrčno dobrodošli v naš čudovit vrtec. Majhne škarke, sem želodkom, tam na hrastu je moj dom. Če obiščeš me v gozdu, tam pravilno naučil bom. Z mojim palčkom, pomagalčkom, prosila našo gospo ravnateljico za par besed, da nam nameni. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v našem lepem, sodobnem, novem vrtcu, za kar smo res izredno ponosni in veseli. Danes, prav danes, je za vse nas, tako delavce kot otroke, prvi dan, ko bomo skupaj nadaljevali vzgojno-izobraževalno delo. Vsi prostori so sodobno opremljeni, prijetni, prijazni, glavnem pripravljeni, da res lahko dobro delamo. Vrtec je bil grajen kot 5-oddelčni vrtec, smo pa pravočasno v projektih si zagotovili dodatni 6. prostor in ravno v tem času, zdaj ob selitvi, smo odprli tudi 6. oddelek v vrtcu. Tako da imamo zdaj trenutno v vrtcu 105 otrok v 6 skupinah. 3 skupine so drugo starostno obdobje in 3 skupine prvo starostno obdobje. Danes, potem kasneje, po tem kratkem uvodu, vas bom odpeljala na voden ogled, kjer si boste lahko te prostore nove, katere smo dobili, skupaj si bomo ogledali. Za vse to, kar pa imamo, in na kar smo ponosni, je pa zaslužna celoti občina Brežice, še posebej njen župan Ivan Volan, ki so v celoti financirali ta projekt. In seveda veselimo se že tudi naprej, ker občina ima tudi načrte, če nam višja sila tega ne prepreči, da v prihodnosti pride tudi do sanacije šole, da tudi tam dobimo sodobne primerne prostore za delo. Hvala lepa celi ekipi na občini, da nam je to omogočila. Namreč zdaj naprej več prostorske stiske v našem vrtcu ne bo. Lep pozdrav, seveda ravnateljici, vodji vrtca, predvsem pa vzgojiteljcem, zaposlenim in pa predvsem vsem vam, za katere verjamem, da je danes poseben dan, saj boste v zgodovini Artič bili zapisani kot tisti, ki ste začeli že praktično vzgojo v tem novem vrtcu, ki je zgrajen, prečudovit, verjamem, da je narejen sodobno, z tudi najboljših materialov, primernih seveda za ta čas. Mogoče na začetku samo par podatkov. Občina Brežice seveda se je pristopila k izgradnji dozitka vrtca. Vrednost vrtca je 2,65 milijona evrov, okoli 2,3 milijona evrov so bile gradbena dela, okoli 360 tisoč približno je pa oprema. Od tega smo tudi bomo dobili nekje okoli 320 tisoč nepovratnih sredstev od ekosklada, seveda financirali smo ga pa v celoti. Kot je bilo že rečeno, gre za 5-oddelčni vrtec oziroma 6 v približni kvadraturi 1100 kvadratov. Seveda treba bo povedati, da poleg tega vrtca smo razmišljali že naprej, tako kot je ravnateljica rekla, predvsem za obnovo tudi šole, zato je sočasno narejena tudi kotlovnica, sodobna na geosonde, in pa v lanskem letu oziroma predlanskem je bila tudi sanirana že telovadnica energetsko, tako da projekti grejo naprej. Prav tako pa prav, da povemo še ob tej priložnosti, da občina Brežice v letošnjem letu mora novelirati gradbeno dovoljenje za obnovo šole, v drugem letu pa je predvidena že tudi adaptacija, tako da grejo projekti naprej in jaz verjamem, da te višje sile ne bo in da bojo te stvari sprijete, konec koncem zato imamo že tudi sprijet proračun. Seveda občine Brežice je vzgoja in izobraževanje ena najbolj pomembnih
praktično tako proračunskih kot tudi drugih nalog, zato seveda skrbimo za celo občino. V občini Brežice imamo okoli 890 otrok vpisanih, približno zaposlenih je 180 vseh zaposlenih, to so od kuharcev, hišnikov, vzgojiteljic, pomočnic in vseh ostalih. Občina pa praktično sam program vrtcev pa stane občino oziroma vse skupaj okoli 6,2 milijona evrov. Od tega občina prispeva staršem za to, da so sploh ti vrtci dostopni, 3,5 milijona evrov, od lanskega leta pa še država prispeva oziroma vlada 500 tisoč evrov, to je za drugega, tretjega otroka, tako da praktično od 6,2 milijona evrov, ki so stroški vzgoje in izobraževanje, 2,2 prispevajo starše, ostalo pa občina in pa država. To je tudi pogoj, kajti v nasprotnem primeru sem prepričan, da si večina staršev praktično tako kvalitetnega vzgoja in pa izobraževanja oziroma v vrtcih ne bi mogli prevoščiti, kajti v nasprotnem primeru bi enostavno bile stroški previsoki za starše ali pa bi bil bistveno nižji nivo. In seveda mi v Sloveniji smo se odločili, da želimo zagotoviti kvalitetne pogoje otrokom, zato da bojo lahko svojo mladost preživljali v najboljših in pa lepih dneh. Tako da seveda sam osebno lahko rečem, da sem pa izjemno vesel, da nam je ta vrtec uspelo narediti. Naredili smo ga praktično tako v rokih, kot v tistim, kar je bilo planirano. Pri tej priložnosti treba tudi povedati, da ta vrtec nam je omogočila delno tudi župnija v Tičah, kajti ona je bila tista, ki je odstopila en del svojih zemljišč, praktično svojega dvorišča, in to je bila tudi osnova, da smo lahko sprojektirali. Imamo pa v prihodnosti še namen odkupiti še nekaj zemljišča, tako da boste imeli še lahko kasneje več zunanjih površin, tudi to je že na nek način dogovorjeno. Sam osebno seveda želim predvsem vam, najmlajšim, dobro počutje. Seveda pomembno pri tem je tudi dobro počutje zaposlenih, kajti verjamem, da le z skupnimi močmi boste najlažje preživeli te dneve v vrtcu in pa seveda naprej. Potem pa seveda kasneje, tisti, ki boste vrtec zapustili, tudi vse dobro v šoli. Glede na to, pa da je jutri tudi 8. marc, pa vsem ženam in materam želim vse dobro ob 8. marcem in bodite ponosni na ta vrtec, čuvajte ga in imejte se v njem radi. Hvala lepa in lep dan. Od te priložnosti pa glede na to, da je pomembno tudi uporabno dovoljenje, pa podajam uradno uporabno dovoljenje, čeprav je bilo že pridobljeno pred dnevi. To je bila osnova, da so se lahko danes vselili, ampak uradno ga bo pa danes podajal. Za vas smo pripravili igralski poseben ključ, ki boste lahko prišli, kdarkoli boste želeli k nam. Hvala.